so v smislu drugačnega pojma infrastrukture in sicer naj predstavim en primer takega infrastrukturnega projekta, ki je lahko tudi velik. Velik po obsegu sredstev in velik po prostorski razporeditvi, ni pa to v enem kosu. Gre za uporabo sončne toplote, ki bi jo lahko po primorski izvedli skozi poslovni model, kot ga poznajo v organizacijah, ki distribuirajo plin. Oni investirajo, potrošnik plača porabo. Torej, potrebujemo investitorja, ki bo namestil sončno ogrevanje in ohlajanje na stavbe, potrošnik bo pa plačal po porabljeni toploti. Tale projekt, če si ogledate prospekt zunaj Emili, je demonstracijski, na Inštitutu Jožef Stefan stoji in zbira podatke, kako to deluje. Delujoč poslovni model imamo pa na Vranskem, kjer imajo daljinsko ogrevanje, kombinirano sekance in sončno toploto s kolektorji za 90% naselja Vransko. Tak način omogoča veliko delovnih mest, uporabo sonca za toploto. Mi sam na elektriko mislimo, na toploto smo pa v glavnem pozabili. Vabljeni ste na ogled te naprave na Inštitutu Jožef Stefan. Selekcija infrastrukturnih naložb je nujno potrebna. Naprimer, lahko se mirno odpovemo vlaku z 250 km/h skozi Slovenijo. To je popolnoma nepotrebno in naš prostor ni primeren za to. Če kdo to hoče, če Evropa rabi za eno edino postajo v Sloveniji mogoče, naj si drugje spelje. S tem bomo sprostili tudi rezervate, ki so zdaj recimo v okolici Ljubljane, ki računajo tudi na to možnost. Drug tak primer je recimo jedrska elektrarna, ki bi jo lahko zgradili tudi na Madžarskem, če pri nas ne bomo zadovoljni s tem. Madžari planirajo jedrsko elektrarno, lahko jo zgradimo skupaj, oni imajo veliko prostora. Problem je klimatski. Z nobeno drugo tehnologijo ne moramo zapirati, pospešeno zapirati, kot nas uči IPPC komite, pospešeno zapirati premogovih in plinskih elektrarn. Samo z jedrskimi elektrarnami lahko to zapremo, ker mi rabimo elektriko 24 ur na dan in to kvalitetno elektriko. In to da lahko samo jedrska. Delno hidro so pa že zelo izkoriščene. Nadaljne Slovenijo moramo čuvati tudi za druge strategije. Ena od teh je turizem. Elektrarn imamo zdaj, po mojem mnenju, še s tistimi, ki bodo dovolj. Na Srednji Savi ne potrebujemo nobene, ker bomo Srednjo Savo spremenili v kanal. Zakaj ne pustimo brzic na Muri in Srednji Savi? Vidite, en drug pogled na Slovenijo, ki je zanimiv za turizem. In na koncu še, zakaj se ne zadolžimo za znanost in tehnični razvoj. Neverjetno je, tudi dr. Cerar je rekel, da je to tudi infrastruktura. Jaz sem bil več kot 10 let v industriji in tudi vodja razvoja in smo sodelovali z inštituti in razvijali industrijske izdelke. Eden od teh je danes prešel v Center odličnosti na Kemijskem inštitutu. Neverjetno je, kako noben minister ne zna tega izpeljati. Včasih je to Iskra znala, danes pa take organizacije nimamo. Torej, raje investiramo milijarde v tehnični razvoj in znanost, raziskave in razvoj, tehnični razvoj, kot pa v recimo samo velike objekte. No in seveda vse to bi morali obravnavati, vse take velike infrastrukturne in manjše, lokalne, kot smo videli, lahko obravnavamo v okviru razvojne strategije in ne izven. Torej, nič ne gradimo na hitro, tako kot se je TEŠ začel graditi. Takole, jaz bi s tem kar zaključil, vse smo prebrali, kar sem napisal. Hvala lepa. Hvala.